Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 71. epizodo podcasta Goreči grm. Moj tokratni gost je Rudi Tisel, redovnik salezijanec, ki kot duhovnik in vodja mladinskega centra deluje v Podgorici, v glavnem mestu Črne Gore. V Podgorici je samo ena katoliška župnija, v zadnjih desetletjih so jo upravljali salezijanci iz Slovenije in s svojim sistemom mladinskega centra, dvorane, igrišč, poklicne šole, animatorjev in ekipe zaposlenih se je razvila v kraj, ki je prepoznaven daleč naokoli. Ko smo poleti z družino preživljali počitnice v Črni Gori, smo se med drugimi čudovitimi postajami te dežele ustavili tudi pri njih v Podgorici. Rudija sem oddaleč poznal že desetletja. Preden je leta 2020 drugič odšel v Črno Goro, je namreč v Sloveniji vodil Skalo, ki je znana po uličnem delu na Fužinah in pa po cirkusu, vodil pa je tudi PUM v Celju. Ampak nikoli se nisva zapletla v daljši pogovor. No, poletna Podgorica pa je to spremenila. Celotno našo družino je očarala z vzdušjem, z ljudmi, ki so si tam znali vzeti čas in z vsemi možnostmi, ki jih ponuja. Mene pa so še posebej navdušile Rudijeve osebne zgodbe in tudi njegove voditeljske sposobnosti. Zanimivo je, da nikoli vidno ne izstopa, a okoli njega stvari kar rastejo. Tako je med drugim še v Sloveniji pod njegovim vodstvom zrasel cirkus Fuskabo, oblika socialnega dela z mladimi, ki danes s finalisti vsako leto zalaga tudi šov Slovenija ima talent. Se sprašujete, kaj ima cirkus z redovništvom? Tudi s tem sem ga provociral, predvsem pa z vprašanjem, kakšni so bili goreči grmi, da je deček iz družine z 11 otroki iz Kozjanskega do te mere razvil svoje talente. Gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Rudi, dobrodošel v Gorečem grmu. Ja, živjo. Lepo te je videti v Sloveniji, še posebej zato, ker nisi dolgo v Sloveniji, po moje 2-3 dni vse skupaj, ne? V Sloveniji sem samo en dan. A je celo samo en dan? Samo en dan. Utrajajoča je bila pot, kjer smo bili že prej v Torinu 4 dni in vse skupaj je bilo kar problem. Tudi voziti, ampak sem dal vse moči od sebe, sem se potem lepo naspal. V domačem Kozjanskem, ne? V domačem Kozjanskem, doma. A tam imaš svojo sobo še poslo ali kako to deluje? Tam sva sicer 2 po moje, ki je moja sestra, ena sestra je moja tudi redovnica. Aha. In kadarkoli pridemo midva domov, pa prideva domov, ne? Po moje zdaj, kar sem jaz v Črni Gori, pridem večkrat kot ona. Ona mora, da prespiva. Ona mora res reči, ok, zdaj grem pa domov na dopust, potem prespi. Ti pa vsakič, ko greš, je avtomatsko, da boš prespal. Jaz, ko pridem domov, se ve, pridi posle pripravljena. Ja, tako je. Imaš pa tukaj polno nekih opravkov, čeprav glaven, sem razumel, je tak zelo moški opravk, ne, servis od kombija. Ja, to je, zmerno se kaj zgodi. Dejansko moraš si zelo začrtati tistih par dni, če si se potem vsi sprašuje, zakaj si pa tako malo, pa ne bi še malo počakal, pa gremo še kam, sekundaj. Tu sem, vas pogledam, grem naprej, vi imate svoje življenje, jaz imam svoje življenje, ko to opraviš, greš pa nazaj. Tebi drugačni problem, ne? Nisi taka duša, da bi čutil misijoni ali pa Slovenija, ne? Ti je dosti vseeno to. Si tudi velik del kariere salezijanske v Sloveniji preživel in ti je bilo enako resničen si se počutil, ali ne? Ko so me prvo leto prvič poslali v Črno Goro, to je bilo leta 1999, me je malo presenetilo tisto jutro. Tedaj je bil naš predstojnik, inšpektor je bil Hočevar, zdaj upokojeni beogradski nadškof. Je bil naš inšpektor in tedaj smo zjutraj marševali še v inšpektorovi kapeli, ki je bila tedaj v drugi hiši na Rakoniku. In na koncu te svete maše, preden sem šel jaz v Podgorico, sem dobil misijonski križ. In to me je presenetilo. Čist ta obred te je šokiral, malo, ne? Ja, dobil sem en križ, dobil sem ob neki molitvi.
bilo je dogovorjeno, da grem pač pomagati enemu Salezijancu, ki je bil prej z mano na skali. On je šel leto dni prej so ga poslali v Podgorico, potem se je dejansko bolj začelo načrtno delati tudi v Podgorici. In potem tisto jutro, vedno smo šli na koncu svete maše za blagoslov še misijonski križ. Tistem trenutku sem se počutil res, pa ali mi so misijone? Ja. A veš, da sem neverjetno mi je tole. Jaz danes, ko sem se pripravljal na eno epizodo, sem tako razmišljal, zakaj bi bila Črna Gora misijon? A bi bila Hrvaška tudi misijon, ali ne bi bila? Ne, ker pač to je bila vse naša bivša širša domovina. Ja, ne? Tako. Ampak ja, in pol, ko smo z družino te obiskali v juliju, s tabo ti z nami delil mnoge zgodbe, sem jaz videl, koliko je to vseeno en drugačen svet. Koliko je to svet, kjer v bistvu ti ne delaš Črnogorci, ker niso katoličani, ampak predvsem z Albanci. Po prebivalstvu ni tak zanemarljiv odstotek, ampak katoličani so pa velika manjšina. Ja, tako. In kaj je pa ta faktor, ki stvar naredi misijon? Ja, če gledam mojega sobrata Salezijanca, ki je z misijonskim križem v Podgorici, je bil poslan v Albanijo, na Kosovo, pravzaprav na Kosovo najprej, v Prištino, tam se je upisal na fakulteto in potem se pripravljal na katoličane Albance. In zato je dobil misijonski križ. In se ga tudi pripravljal na to. Pomeni, če je dobil misijonski križ, je sprejel misijonsko pot in s tem se ni opredelil, kam bo šel, ampak bo nekam šel. To je ta misijonski poklic, ki ga ljudje imamo ali ga nimamo, in potem predstojniki reče, ok, ti boš pa šel ne na Kubo, ampak boš šel med Albance. Po moje je samo ta vidik. Pomeni, bom z Albanci v neki deželi. Zdaj pa albansko govoreči, katoličani niso samo v Albaniji, ker jih največ, ni samo Kosovo, ampak, ali pa Makedonija tudi, tudi Makedonija je takšna, ampak je tudi Črna Gora. Ampak sam dejansko prej se nisem pripravljal, lahko bi jaz po moje se pripravljal, pa se nisem pripravljal. Jaz sem bil pa kot en mlad Salezijanc in sem rekel, enostavno grem. V bistvu nisi imel ustrezne informacije, ne? Nisem informacije, tako. Mogoče, za misijonske, ne? Nisi tako. Sploh se zavedal tega. Jaz nisem tega zavedal, sem samo poznal Salezijance, ki je dol živi. Prej sva delala 2 leti skupaj, ali pa 3 leta, nekako je bilo že, sva delala skupaj na ulični vzgoji, na skali. Andrej Baligačun je šel dol, jaz sem šel v bistvu k njemu pomagati. In dejansko se nisem niti spraševal, kam grem. Ali je bilo to dobro, ali je bilo to slabo, to ne vem. Glavno je, da jaz sem se po tistem nekem manjšem šoku, ki sem ga pač doživljal prve dneve, ko sem prišel dol, kar hitro navadil. Šok je bil pa v tem, da tam ni bilo praktično nič, ne? Šok je bil mogoče takoj na začetku, ko sem gledal to pokrajino, ko je bilo res dosti zanemarjeno, pa smeti, pa ne vem, neke kulture vožnje. Pa glavno mesto, ne? Glavno mesto, to je za mene bilo res neverjetno, ko sem prišel prvič 29 leta dosti, ampak mi sem tukaj preživel. Potem pa tudi, ko smo začeli delati, to je bilo tudi prostori naši, tudi cirko. Vas so dali kar na en rob, ne, mesta, kjer je oblast hotela, da ne bi bilo preveč, če sem prav razumel, ne? Da ne bi bili preveč ljudem dostopni, ne? Tako je. Katoličani je toliko malo, da ko so rekli, katoličani, zgradite se cirko, ker so staro cirko podrli, pa tam potem v mestu zgradili na lepem mestu dom JNA, zdaj pa kulturni dom na mesto dom JNA. So potem rekli, katoličani si bi lahko cirko zgradite, to je bilo leta 66, zunaj Podgorice. Pomeni, za železniško progo. Za železniško progo pravzaprav ni bilo nič. In potem smo dobili tam prostor, tam smo lahko začeli graditi cirko. Se je potem to gradilo, dejansko je to en sam prostor, en sam objekt, ki je polovica je cirkev, ima spodaj še eno dvorano, ki je bila narejena za to, da bi bila tukaj zaklonišče, ker se v tistem obdobju gradilo, polovica je pa zgrajeno za naše bivanje, za našo katehezo, za naše učilnice. Ko zlito je dom, šola, dvorišče, župnija, ne? Te 4 Dombovskovi stebri so v bistvu zliti v eno celoto, ne? Da, tako je. Ni recimo kot v nekem italijanskem stilu, da imaš res dvorišče na sredini, ampak to je vse v enem objektu, spodaj, okol. No in pol mi je bilo fascinantno, da se je tam potem kar začelo blokovsko naselje dvigati, ne? Iz tiste v narekovajih puščave, ne? Tako, katoličani so se začeli naprej naseljevati okoli cerkve. Misliš, da je bila cerkev res faktor, da so se oni naseljevali tam? Katoličani, ja.
Ali je bilo kultura faktor, se pravi, da so že prijatelji bili tam? Katoličani so živeli po hribih in župnije so bile po hribih. Gor so si ob cerkvah naredili pokopališča, se tudi dan danes vračajo nazaj, tudi dan danes vejo, kam pripadajo. Zanimivo, da so ti katoličani, Albanci v plemenih. Zelo močna plemenska skupnost. Zelo močna plemenska skupnost. Ve se točno, kdo je višji, kdo je nižji po tem plemenskem statutu. In potem so se začeli vračati v glavno mesto, kjer je bilo več možnosti za preživetje in so si potem tukaj gradili hiše. Normalno, ko so se hiše gradile okoli cerkve, so se tudi bloki. To je normalno, ker je tudi država gradila. Normalno so razmerno s tem se gradijo tudi bloki. Tako da zdaj katoličani živijo okoli nas, a pa res prašenje po celi Podgorici. Podgorica je velika za naše razmere, čez 200,000 prebivalcev, s tem, da je to tretjina prebivalcev v Črni Gori. Vseh Črnogorcev je malo čez 600,000, kljub temu, da je bilo veliko prišlekov, kako se to reče? Ja, priseljencev. Priseljencev v zadnje čase, Ukrajincev, Rusov pa tega. Vmes so se mečkano danes bolj zgubili med sabo, tako gledano. Niso tako enotno, ne živijo tako skupaj strnjeno, kot so nekoč po svojih naseljih. Getoizacije ni več toliko. Toliko tega ni, so pa dejansko zelo povezani na drugačne načine. Sva v podcastu Goreči grm in ko poslušam tebe kot voditelja ali pa enega od voditeljev takega velikega sistema, ker vsem ti nisi tam župnik, ti nisi tam ta glaven, tudi nisi bil nikoli, ne? Glaven sem ravnatelj, sem skupnosti. Ravnatelj skupnosti. Sem še vedno. Drugače si pa kot neki glaven mladinski delavc, vodja mladinskega centra bil ali kako že. Ampak vsem so to taki veliki sistemi tudi za slovensko cerkev, če si predstavljaš, če bi bila ena slovenska župnija tako razvejana, jih ni veliko. In me v tem kontekstu zanima, kako je ta 10 od 11 otrok v eni zelo veliki družini na Kozjanskem. Ti si odraščal kdaj v 60, 70, 80 letih. Ja. Prišel postopoma do voditelja teh večjih sistemov, Salezijanca v Črni Gori. Kaj so bili te mejniki na tej poti? Eno zelo pomembno je bilo v osnovni šoli, da si se udeležil duhovnih vaj v Želimljem, če sem prav razumel. Tako je. Ne vem, kako je do tega sploh prišlo. Vem, da je starejši brat hodil v Želimlje. Mislim, da je bil oče tisti, ki je nekako navezal nek stik z Želimljem. On je vedno prihajal nazaj navdušen, ta je potem tudi doma ostal. Potem so pa z bratom dvojčkom se začeli udeleževati teh duhovnih vaj. Jaz vem, da sem zmeraj prišel drugačen domov. Vem, da sem tam bil zmeraj zelo zadovoljen. Lepo mi je bilo med Salezijanci. Vem, da tudi brat dvojček potem časi tudi ni šel z mano, sem šel sam. Kaj te je pa toliko navdušilo tam? Vse, pravzaprav vse. Meni je bilo fajn. Enostavno je težko opisati točno, kaj mi je od tega vse navdušilo. Navdušilo mi je, da sem se dobro počutil. Od športa do tega, da smo bili skupaj, da nas je bilo toliko. Tako da čist izluščiti iz vsega tega ne bi znal, Znal bi pa izluščiti iz vsega tega to, da se je bilo treba na koncu šole nekaj odločiti. In jaz sem se odločil, da bom šel na elektrošolo v Celje. Kot vsi drugi je bilo veliko ponudb. Na šolo so hodili kot na vse druge šole, tudi po moje. Tudi k nam in so ponudili, kaj vem, ker smo se vsi fantje v osnovni šoli navdušili, da bomo šli za rudarje v Velenje, enkrat za elektro, enkrat za mizarje, ne vem kaj vse. Na koncu je pa prevladal samo en preprost stavek zvečer, ko je mama rekla, preden sem šel spat z bratom, to smo bili v isti sobi, a v Želimlje pa ne bi šel. Pa si je želela ali je to sam malo tako brainstormala? Nismo se dejansko o tem pogovarjali v tem smislu, ampak jaz vem, da nisem spal, ali pa zelo malo spal tisto noč in da je to vse spremenilo pri meni. Kaj je pa tisto vprašanje v tebi povzročilo? Hrepenenje ali? Predvsem hrepenenje. Dejansko, zdaj pa ne bi šel v Želimlje. Da bi bilo skozi tako vzdušje, kot je bilo na duhovnih vajah, ali kaj? Po moje to. In potem sem se začel dopisovati z enim Salezijancem, Ivan Turk, ki je tudi obiskoval okolj te fante, ki so se mečkano čutili klic ali pa se kaj oglasili. On je tu potem k nam začel prihajati k nam domov. Potem je pa šlo en za drugim. Sem šel v Želimlje,
s težavo, vem, da sem jokal, ko sem šel od doma, to mi je bilo res zanimivo. Ne. Pa po zmerno teže sem šel, ko smo domov prihajali, sem zmerno teže šel nazaj po eni strani. Dejansko je bilo to meni čudno, ko danes gledam. Ja. Ampak tam sem se počutil pa fenomenalno. Se pravi, je bilo težko iti od doma, ampak tam je bilo pa v redu. Tam je bilo pa super, res super. A tisto vzdušje iz duhovnih vaj se je tam tudi repliciralo ali malo na drugačen način najbrž, ne? Malo na drugačen način, ampak vseeno, jaz sem se v vsem fajn počutil. In tistem, ko je bil mogoče drugačen, zdaj točno ne vem, kako je zdaj, ker tam nisem let v Rimljem, ampak od zunaj, ko gledam, je dosti podobno bilo, ne, je ritem, ki je reden, je čas za učenje, je čas za šport sem imel zmerno zelo rad. Se spomnim celo, ko sem bil študent, celo je bila modi, da bi bil A pa B študij, da bi recimo še B div upisal, to sem še Hočevar kot inšpektor je še to razlagal, vem, da sem zelo hrepenil potem, tako da sem bil športnik in meni je vse to zelo ustrezalo, ne. Učenje, šola je bila vse tam, asistenca je bila, športa je bilo veliko, glasbe je bilo precej, rad sem igral inštrumente, čeprav sem jih šele začenjal, se prej nisem nikoli igral noben inštrument, tam sem jih pa kar nekaj, ne, in začenjal in potem tudi nadaljeval. Nekaj imamo glasbe v naši družini. Športa pa tudi, ne, si mi govoril enkrat, da če so vsi tisli prišli na kroz, da kaj že bilo? To smo mi, tam malega smo bili, to smo zmagovali, to je bil kros. Da sploh drugi niso zraven prišli, ali pa je že bilo. En sosed pa, moj brat Vojček pa jaz, smo 1, 2, 3, prvi, drugi, tretji smo bili, to je nekaj. Tako da mi smo imeli športa veliko kmetijo, veliko gibanja, mi nismo nič trenirali, ampak enostavno šport je bil naš. In kako si potem v Želimlah rasel proti temu klicu za salezijanca, oziroma a je bil tvoj klic že na začetku, ko si šel v Želimle, ker je bila to takrat še ne gimnazija, ampak srednja verska šola? Si že takrat imel ta klic ali se je ta oblikoval kasneje? Od začetka. Aha. Od začetka, ko sem prišel v Želimlje, sem vedel, da bom enostavno salezijanec. Se pravi, ko je tebe mama tisto vprašala, je bilo v tem vprašanju že skrito, a bi bil ti salezijanec? Tako. Jaz sedaj nisem mogoče čisto razumel, tisto je tako v meni nekaj spremenilo, ne? Da sem enostavno šel naprej. Ampak ker sem se dobro počutil, ko je bil čas v 2. letniku, mi smo imeli novicijat že po 2. letniku srednje šole in smo v bistvu srednjo šolo prekinali za 1 leto, šli v novicijat, potem pa nadaljevali srednjo šolo 3. in 4. letnik, sedaj to je bil drug sistem, to ni bila priznana srednja šola, mi smo morali potem mi smo imeli pouk vsako soboto, da smo potem že maja končali srednjo šolo, se pripravili na izpit in potem na Poljanski gimnaziji v juniju delali vsak predmet, vse izpite. Kjera leta si ti hodil v srednjo šolo? Srednjo šolo sem začel 83 pa naprej, ampak potem, ko se je država Slovenija rodila, ko je bila priznana, so potem tudi to srednjo šolo priznali. Tako da bi smo jaz 2 srednje šole končane. Ne? Poljansko in to. Ne? Tako da so nas pripravili dobro. Ja. Tam, ko smo se učili mi za vsako leto na izpite, tam smo res dosti trepetali, ker nismo kar tako šli skozi in so zelo, zelo zahtevali od nas in smo tudi padali. Jaz dejansko nisem nikoli, ampak je bilo kar težko. Vem tudi sošolce, ko sem gledal, skozi kakšen predmet ni šlo, dejansko so nas imeli, vi ste pa srednja verska šola, vse odvisno od profesorja, so bili pa tudi dobri profesori. So bili dobri profesori, ki so vedeli, odkot smo in smo tudi z lahkoto naredili te izpite. Čeprav znanje smo imeli. Ta prekinitev med 2. pa 3. to je, si predstavljam, kar težko. Meni osebno je bila srednja šola najbolj intenziven z vidika piflanja. Čas, ne? Ker pol na faks greš vsem tak, ki te veseli in nimaš tistih ta smotanih predmetov, ne? A je ta prekinitev novicijat naj bi bil pa tak, ne? Bolj čas zase, čas za premislek, mal bolj notranji aktiven, ampak ne vzven pa mal bolj lenoben čas, ne? To je kar te menjave ritma so najbrž kar naporne pol, ne? Z neke strani tudi ne. Mi smo bili v isti ustanovi, samo z druge strani. Isto je bilo veliko učenja, isto je bil čas za učenje. Sam drugi predmeti v bistvu. Drugi predmeti, tudi novicijatu imaš predmete.
ne delaš sicer na koncu izpite, zato da bi nekdo rekel, ok, tle si pa super. Ampak vseeno je bilo tako, da je bilo res ogromno tega dela, sam s sabo, s knjigo, tako da dejansko si bil skozi v kondiciji. A ja, v bistvu ni bilo tako bolj lenobno, ni bilo toliko na razločevanje, na molitev, na poslušanje, ampak bolj na kognitivno. Bilo je eno in drugo. Je bilo več na tem, da res razmišljaš o poklicu, razmišljaš o sebi, o salezijanskem načinu življenja, je več pastorale, so res vsi ti predmeti v tem noter vključeni. Res se pripravljaš, da na koncu rečeš tisti prvič, da dejansko je to, jaz bi dejansko bil salezijanec in s tem klicem greš potem naprej. Tako da srednja šola potem za meni je šla kar normalno naprej. Ja, tako se mi zdi vse zelo tekoče. Ja. Kje si pa spoznal, da se boš vseeno mogel določenemu stilu življenja, naprimer poročenosti ali pa tako odpovedati? To že prvo noč ali pa v novicijatu, ali je tudi to šlo tako čisto organsko, pa da sploh nikoli nisi čutil neke take odpovedi zelo velike? Ne, bilo je že mečkaj ne bilo v novicijatu, tam so nas dejansko pripravljali na to, tudi o tem govorili. Dejansko nas pripravlja na življenje. Če nazaj pogledaš, a se je o tem, recimo tudi o seksualnosti, pa o življenjskem stilu dovolj govorilo, ali je bilo kaj pometano pod preprogo? Mislim, da se je dovolj govorilo. Mi smo mogoče imeli tudi srečo, da smo imeli takšnega asistenta, ki je zdaj dober duhovnik salezijanc in je bil z nami. On je zelo odpiral teme. Mi smo imeli, se mi zdi, enkrat na teden, ali morda tudi več, ne vem, zdaj točno na pamet, smo imeli debato o raznih temah, smo z njim debatirali. Je dejansko bil en zelo preprost, ampak zelo podkovan na vseh teh stvareh, ampak on nas je mečkano vlekel naprej in tu smo o vsem govorili. Dejansko smo o vsem govorili tukaj. A veš, zdaj le še razmišljam, mogoče kaj je bilo tudi v ozadju mojega vprašanja, nisem pa zato vprašal. Vi ste imeli pol v 90-ih ali kdaj, ali zgodnjih 2000-ih, kar eno krizo z velikimi odhodi, kar najbrž pomeni, da sistemsko ni bilo pri razločevanju klica čisto vse ves čas v redu. Pa to jaz imam še zmer zelo rad salezijance, kljub temu, a veš, so vsi redovi imajo zadnje čase take, mislim, velika večina redov ima take krize, salezijanci še najbrž zelo. Glede, da je bilo na tako obdobje, ko je šlo kar precej ven, tudi moji prijatelji, v smislu, s katerim sem res v tem obdobju precej delal. Ni bilo zaradi slabe formacije, misliš? Po moje, ne zaradi slabe formacije, ampak bolj pol opuščanje redovnega življenja. Tako, mogoče. Po moje bolj to, ne. No, če smo že pri tem, kako pa ti skrbiš za to higieno redovnega življenja, če nisem preveč direkten, kaj ti je bistveno pri skrbi za, tako kot je, ne vem, nama ženo, da se dovolj pogovarjava, da ne vem kaj je čist iskreno, ne tistih, seveda vsak dan pred oltarjem, to mogoče itak, ampak daj na svoj način povej. Ja, to mora biti. Drugač pa za mene je zelo v redu, da sem v dobri skupnosti, to mi je veliko pomeni, da imam okoli sebe salezijance, s katerim sem lahko takšen, kakršen sem. Pristnost je, imam napake, razjezim se, da se lahko pogovorim, da me razumejo. Ampak, Rudi, ko menjaš skupnost, se to ne zgodi kar samo od sebe, pa imaš takrat ful krizo, ali kaj? Ja. Ko menjaš skupnost, če ne prideš do takih pristnih medsebojnih odnosov, ne? To po moje ne, ampak po moje, kakršen si ti, potem tudi tako je svet okoli tebe. To je res. Jaz nisem imel nikoli problemov, ne vem, sem bil v Celju neko obdobje, sem bil na Skali neko obdobje, v Ljubljani, pa smo menjavali Skalo, smo šli iz Rakovnika na Kodeljevo. Ampak ne vem, jaz nisem nikoli imel neko skupnost, pa sem slišal od drugih tudi, da so imeli, kar vem, tudi notranje prepire, pa se nisem znali pogovarjati, pa neke napetosti tudi, sem pa tja, ne. Ampak jaz v svoji skupnosti nisem nikoli tega doživljal. Zanimivo. Ne vem, mogoče ker sem jaz bil tak, ne vem. Pa nisem bil skozi predstojnik. Veš kaj je zdaj, kjer vzorc prepoznavam, zdaj, ko se pogovarjajo, pa kakor sem te prej spoznal, tega še nisem tako doživljal. Skozi govoriš o vzdušju. Govoril si o vzdušju v Želimlah, na duhovnih vajah, govoril si o vzdušju v novicijatu, govoril si o vzdušju debatiranja, iskrenosti in tako naprej in govoriš o vzdušju v skupnostih, da te vzdušje v skupnosti, vzdušje deljenja, vzdušje biti tako kot si, sprejemanje napak drugega, da te to podpira pri tvoji. In tudi, ko sem bil jaz pri tebi po Podgorici poleti, me je najbolj vzdušje fasciniralo,
to salezijansko dombosko vzdušje, ki je zelo težko merljivo in oprijemljivo in v nobeno vatikansko statistiko ga duhovnik ne more poročati, ne? Ampak je pa ključna sestavina. Ne? Ja, tlele sem v Podgorici, mi je res top v smislu tega, ne, vzdušja. Mi je super, ker je res tudi hiša tako narejena, pa tudi mi se tako razumemo. Vse je kot neko notranje dvorišče. Tukaj ne samo, da se počutimo mi, ki tam živimo salezijanci, tam so tudi v tej isti hiši je še ena redovna skupnost, to so sestre. 2 tukaj z nami živita v isti hiši, odprta za vse, za mlade, za lajke, za vse. Družimo se ob vsakem momentu dneva, zelo veliko po mašah. Ni nekih zaprtih prostorov, kamor nismo dostopni. Normalno, salezijanci imamo svoj del skupnosti, vseeno, nekamo se potem ne vstopa, pa to normalno, ker imamo svojo privatnost. Ampak ta osrednji del, in zdaj, če se tle jaz dobro počutim, tu gre vse čez. Ne? Jaz sem pa tudi tak tip, sem vedno si želel, da se dejansko vse stvari pogovorimo, da načrtujemo. Mačino sem tak tip, mogoče že od doma, nas je 11 otrok, ne, mi smo se morali, čeprav se mi vsi nismo nikoli hkrati živeli doma. Ste bili toliko različni, da niste bili po starosti. Vsi skupni kol, ja. Eni šli že naprej, drugi smo bili še doma, ne, ampak tudi tisti, ki smo doma ostali, nekako se vloge dopolnjujejo, ne, se moraš dogovoriti. Enako ostaje zdaj tukaj. Skozi v nekih interakcijah ti, ne da? Ja, in to mi je super. Ne? A si sploh kdaj tako, da imaš tist deep work, rečejo, veš, tist, ki si 4 ure v nekem globokem proizvajalskem stanju sam, ali za računalnikom, ali za... Imaš tudi take obdobja sploh, ali si ti ves čas v interakcijah? Ne, bilo so obdobje, ko je bilo treba res pripravljati stvari, pa to ne, se spomnim najbolj na skali, ko sem bil, tam je bilo res, tam se bo rasti, tam si moral res preštudirati kakšne stvari. Razpise, pa to tam res, če rečem tako, ubija. Ta del, ki ni čist moj, je moj precej, ker mi ni to tuje in mi ni problem delati na tem. Črnigore mi je pa toliko plus to, da so tudi te stvari, imaš čas tudi za to, predvsem pa ta na nek način res domačnost, ko je med njimi, ne, si vzeti čas res za vsakega. Ne. Dejansko si tam narod kot narod vzame čas vedno za vsakega. V bistvu ti gre albanska kultura na roko, a prav razumem? Ja, to albanska, črnogorska, se to mečemo povezane med sabo, mi gre zelo na roko. Ne. A bi bilo v Sloveniji možno taka skupnost, ker točno to, ko sem jaz bil pri vas z družino polet, v bistvu 2 redovnici, pa vi salezijanci, koliko vas je bilo, 4, 5 takrat, sicer so bili na dopustu, ja. Pa tisti, ki so zaposleni bili v Don Boskovem centru, kakšni lajki, ki so samo mim pri satelital. Dejansko je bilo to vse tako, na notranjem hodniku tam se je vse srečevalo. Dejansko je to dom. A je to možno, a si to kje videl že v Sloveniji, da bi tudi z redovnicami, sej ja, imaš določene salezijanske ustanove, ampak prav, da bi taka simbioza tudi z redovno skupnostjo žensko bila, pa ne vem, če sem že kje videl. Jaz ne poznam, najbrž mogoče je kje, pa to ne. Si pa doskrat tako rečem, ko grem recimo domov na Rakovnik, pa pridem na Rakovnik, pa rečem kontra, ne, recimo, ko pride z Rakovnika k nam na obisk, inšpektor, ali pa kdo drug, pa rečem, vidi. A ne bi bilo zanimivo zdaj, ko se poslavljamo, pa dejansko pridemo vsi, pa dejansko se pozdravimo vsi, za vsakim, kako bi bilo to, ko jaz na Rakovnik, pa me pridejo vsi pozdraviti. A pa čisto konkretno, zdaj smo bili v Torino Valdoko, tam smo spali, vsa naša ta skupnost, ti mladi katehisti, pa sestre obe, pa salezijanci, smo bili vsi tam. In sestre, kar so me največkrat spraševale, kje so glavni, da nas pridejo pozdraviti. Zdaj, ko smo odhajali, pa kje so ljudje, da se pozdravimo z nekom. To pa je dol. Ta sprejetost, ne? Ta sprejetost je pa dol in dejansko čud do vsakega. In ko pride, in ko gre. Obisk je tam sveta stvar, ne da? Zato jih tudi toliko imaš. Obisk je zelo sveta stvar. V bistvu so skozi in dejansko, hvala Bogu, pravim, včasih je tako, si rečeš, tole moram narediti. Kaj bom zdaj, ne? A bom vložil v obisk ali bom v delo, ne? In vseeno rečeš, okej, bom naredil to, ker mi je to dejansko pomembno, ne? No, ampak glih, ko smo zdaj pri formaciji za salezijanca, ena beseda, asistenca se reče v salezijanskem jeziku,
ki v bistvu pomeni, da je Salezanc skozi mal navzoč, skozi je nekje tam viden, skozi je na nek način celo na voljo za pogovor, kljub temu, da ima veliko svojega dela, menedžerskega, materialnega, za lastno redovniško higieno, tudi konc koncev in tako naprej. Bom čisto iskren, jaz sem te v podcast povabil, zato ker me je najbolj navdušila ta tvoja drža asistence. Se pravi, mi smo bili s tabo 3 dni, imel si ves čas tudi kakšna materialna dela, skrbi, menjali ste glih, mislim, da luči v telovadnici, ampak jaz sem čutil ves čas, da si bil ti ali pa kakšen od tvojih sobratov kar tam na voljo, pa mi nobenega nismo rabili, ampak je bilo tako lepo, ker ste vsem bili. Zdaj, ko si to rekel, da imaš to dilemo, biti v biznisu, mislim v svojih poslih ali pa biti z obiskom, ne? Kako upravljaš s to dilemo, ker jaz sem te pa čutil, da tako dobro upravljaš s to dilemo. Ja, se po moje na koncu je res, je tako, ne. Tlih toliko smo skupaj časa že, ta skupnost, kukor je, ena in druga, gledam tudi redovnice in mi Salezjanci, da se potem nekako kar dopolnjujemo. Vsak naravno ve, kje mu je mesto, kje lahko svojo karizmo dopolni. Ne? Tako, kar pride. Se ti imaš to stvar, pa povabiš drugega, pa on malo z njim, pa potem ti svoje opraviš, se vrneš, čas naredi tudi svoje. In vsi ob tem dozorevamo in zorimo. Ne? Zdaj, ali si jaz res sam sebi dovolim, da rečem, ok, tole mi pa res več pomeni in tukaj bom. Ja. In si dejansko rečeš, ja, tukaj bom. Ne? A pa nimaš nikoli do jutra ob 9 zjutraj to pa to za narediti in je teh klukc izredno veliko? Imam in jih je zelo veliko. In to me zanima, kako s tem upravljaš? Dam ob stran. Dejansko dam ob stran. A klukce narediš ali ne? Potem jih naredim. Kdaj, po noč? Kadarkoli. Doskrat se tako zgodi, da moraš kakšno stvar narediti zvečer, ali pa zgodaj zjutraj. Jaz veliko stvari naredim zgodaj zjutraj, sem tak tudi tip. Kaj to pomeni zate? Da sem zgodaj vstajal. Ja, kaj to pomeni zate v številkah? A ja, številka pomeni 5 pa 15 ali pa 5 pa pol. Aha. Vstanem in to redno. Tudi če mi reče danes, pa se ni bilo treba, ne, ampak jaz ene stvari tedaj v miru naredim. Dejansko se takoj usedeš za, mislim... Po parih minutah, ja. Torej, kakšen tip aktivnosti najlažje delaš od 5:30 do 7 zjutraj? Vse, kar moram narediti, zapisati, prebrati, pisnega. Tako, vse tisto naredim zjutraj in naredim lahko potem v miru. Ne. Tudi če recimo vem, da imam nedeljo pridigo, si je bom pripravljal normalno vsak cel teden. Tvoje pridige nastajajo ob 6 zjutraj? A pa še prej, ampak cel teden. Ja. Ampak cel teden. Počas, zori. Pa vsaka druga stvar, ki je naredim, ali največkrat zjutraj. Zvečer sem preveč utrujen, ali pa zvečer raj posvetim, ker je veliko našega dogajanja ob večerih. Se raj greš asistenco zvečer? Se grem raj zvečer asistenco, ne. Te asistence je veliko kot šport, ali potem igraš z njimi. Zdaj res smo in predko končujemo, upam, da ga bomo končali hitro, bo in košarkarsko igrišče zunaj, normalno se bo tam veliko ljudi zadrževalo. Raj sem tam, ker tudi potem te moči nimam ob večeri, zjutraj pa imam. Zjutraj sem se pa navadil, ko sem bil na Kodeljevem, zjutraj vstaja zelo zgodaj, zato ker smo imeli tudi maše zjutraj, Salezjanci, posebej tisti, ki smo imeli neko drugo način dela, ne samo župnijskega, in meni zdaj ni več problem zjutraj vstajati in sem super zjutraj. A si zdaj si to tako rekel kot navado, da si se vsem mogel malo potruditi za to, da ti ni bilo čisto naravno, ker prej, ko si pa govoril, sem pa doživljal, da je to da si pač sam najdel svoj ritem, svojo nišo. Ampak je bilo vsem malo matranja. Ja, predvsem v zadnje čase. V meni to 15 let nazaj, ne? 15 let, ki ta način živim. No, zato, ker me zanima res, ker se mi zdi, da tudi s prijateljiko velikrat govorimo, opažamo, ne? Očetje moje starosti pa malo mlajši večinoma, opažamo, da je dnevni ritem tista stvar, skozi katero je smiselno gledati, koliko boš uspešen v družini, v službi, v molitvi in vsem tem koordinaciji medsebojni aktivnosti, a ne? In me to zanima, ne? A si ti ta dnevni ritem šel tudi skozi kakšen švic, skozi kakšen trud, da si ga vzpostavil, ali si enostavno poslušal sam sebe in se je tak rodil ven? Posebej problem zjutraj nisem nikoli imel. Meni ni bilo problem vstati zgodaj zjutraj, ni bilo potrebe in tudi nisem v nekem obdobju. Pravim, zadnjih 15 let pa ja. In sem se ob tem navadil,
gledal tudi malo druge salezijance, predvsem sem se res tako delal ene stvari, tako čist. Ob gledanju drugih salezijance to učil, pobiral sem tiste dobre stvari, ki so drugi imeli, pa tam sem imel nekaj primerov, tako res. In dejansko skupno sem se to naučil. Prej sem se recimo 10 let sem bil prej v Celju, tam sem se druge stvari učil ob salezijanci. Kaj si izbereš človeka in ga opazuješ, kaj od njega je dober in poskušaš to prenesti v svoje življenje. Dejansko je nekaj na tem. Ker v Celju so imeli čudovite primere, kot recimo enega župnika. Tudi tam smo se, ki smo bili samo 3 salezijanci, zdaj smo se to ustanovo začenjali v Celju šele. Leta 2005 smo začenjali, smo odprli na ta način in tam sem se dejansko veliko naučil, ker nas je bilo malo in smo se dobro razumeli med sabo. In smo se res tudi dopolnjevali in dvorišče bilo dvorišče, asistenca. Ta način asistence sem tedaj prvič tako res poznaval na ta način, ker prej sem tudi delal na ulici, tle sem imel pa ulico doma in sem se krasno naučil določenih stvari. Kar mi je pomagalo pol za naprej, ker sem bil na skali spet 10 let in na Kodeljevem, se pravi, da sem se tu ob določenih primerih učil tisto, kar je meni bilo najbolj všeč. Potem si pa že toliko star, približno se mi zdi, da pa rečeš, poslušaš močkino bolj organizem, ga čutiš, vidiš primere, kakšen ti tudi kaj reče. Kako se zdaj doživljaš, zdaj si med 50 pa 60, ne? Tako, ja. In kako se zdaj doživljaš v tem življenjskem obdobju, ne kot širjenje novih stvari toliko, ampak kot ohranjanje tistega, kar je najbolj rodovitno, ali kako doživljaš? A veš, ker najbrž, ko si bil v 30-ih, si širil, pa še to dajmo probat, pa pa gremo čez svoje limite, pa to zdaj najbrž mečkan drugače v tem starostnem obdobju ti je prioriteta. Kako delaš s sabo? Ja, izkušnje res pomagajo. Zdaj premislim, gledam na ekipo, ki je okoli mene, kdo so v ekipi, kaj lahko kot ekipa naredimo, v katero smer res razvijemo določene stvari, da bomo odgovorili na potrebe. Prepoznavaš darove posameznika, katere ima in tako, da bi pogledal, kaj imamo v hladilniku in kaj lahko skuhamo. Jaz mislim, da mi ne rabimo delati nekih čudežev, nobenih, ampak predvsem, da se poslušamo med sabo. Vse stvari, ki so se zgodile, tudi v Črni Gori, pa tudi prej, vedno, je bilo samo sad poslušanja in odgovoriti na tisto, kar imamo. Da bi zdaj jaz ne vem, kaj hotel novega izumiti, pa narediti, ne bolj to, kaj pa dejansko rabimo mi kot ustanova, kaj rabijo ti mladi, ki so tam, kje se oni sami sodelavci, ali so to mladi, ali so ožji sodelavci, ali je skupnost, kdorkoli, kaj lahko oni odgovorijo in jih usmerjati. Nekaj talentov imam, hvala Bogu, jaz rečem, hvala Bogu, praviš si. Lahko kitaro poučuješ, lahko matematiko poučuješ, lahko si za šport dober. Tako, lahko tudi nekaj imaš, ne? Lahko tudi kuham. Nekaj imaš. Ampak vse sem dobil tako mečkano od enega, od drugega, od tretjega, ne? Temelji so bil želimljem. Tam se nas, en inštrument, drugi inštrument obvezno, tretji inštrument, kitara, če bo čas, naprej one stvari. Tako da nas je podkovalo, kakšne stvari. To nosi s sabo. Jaz recimo, ko sem bil na skali, potem 10 let vmes, nisem kitare prijel v roke. Na začetku malo, potem pa nič več, ampak vse to mi je ostalo. Koliko ljudi danes, ko hodim, jaz sem bil recimo 2 obdobja, sem bil v Črni Gori, od 99. leta 2004 sem bil prvo obdobje 5 let, zdaj sem pa spet 5. leto, od 2020 naprej. Koliko ljudi, mladih pride do mene danes, ki so že starši, rečejo, ti si mi učil kitaro. Jaz sem ti učil kitaro. Koliko ljudi je šlo dejansko skozi. Ampak nisi sploh se tega ne zavedaš, ne. In z veseljem pogledaš za nazaj, zdaj smo pa že tukaj stari, ne, da rečeš, ja super, je odlično, nekaj pa je rodilo, ne. Veš, kjer stavek me je zelo navdihnil ali pa zaznamoval, ko si prejle govoril, to, da si rekel, jaz nimam potrebe, da kaj novega inoviram, da kaj novega razvijemo, ne, ampak je vse samo odgovor na neke potrebe, ne. Ampak glih, jaz te imam pa za enega najbolj inovativnih ljudi, še posebej skozi ta cirkus pa to, ne. Ta zgodba tega cirkusa se mi zdi namreč je zelo nekaj posebnega, no. Bi se je tudi rad dotaknil. To je neka inovacija, se mi zdi v cerkvi v Sloveniji, da se dela socialno delo skozi cirkus in to ste vi videli na eni mednarodni konferenci, ko si bil na skali. Tako, čisto na drugi mednarodni konferenci
Skala je bila del Dinamo, se je imenovala mednarodna mreža uličnega dela. Ja. In tam smo se srečali z eno skupnost Parada Romanija, ki so preko cirkusa vzgajali mlade Rome na ulici. Iz katere države so pa bili? To so bili iz Romunije, Aha. iz Bukarešte, iz glavnega mesta. Oni so dejansko tam ob železnici delali s temi Romi, ki so 80-90% živeli v kanalih. In so z neko vzgojo, z neko privlačnostjo, s harmoniko, z nekimi akrobacijami, z nekim žongliranjem, navduševali te mlade in jih nekako privabili k sebi, z njimi se srečevali, živeli iz tedna v teden, iz meseca v mesec in potem iskali prostore, kjer bi jih lahko naprej vzgajali. Na koliko staro mularijo pa je to najbolje delovalo tam v Romuniji? Od majhnega do tam nekje 20 let, vse to so vključevali. Vse, tudi 3-letnik pa 17-letnik. Vse naprej, vse. Oba dva sta bila navdušena nad akrobacijo in harmoniko. Vse so imeli tukaj. In dejansko so vsi živeli tako, na ta način. In pritegniti te mlade otroke, mlade ven in z njimi nekaj narediti. Zdaj točno vem, kako to je po tolikih letih, to je že kar nekaj let od tega, kar smo se z njimi srečali. Leta 11 smo se srečali z njimi, ampak tedaj smo rekli bi sami sebi, zakaj pa tudi mi ne bi nekaj takega delali zraven. Na ulici smo, vzgajamo mlade na ulici, kaj pa če bi z njimi tudi kaj žonglirali, ne vem kaj, nismo niti vedeli, kaj bi. In potem je potreba pokazala, rabimo tudi neke ljudi, ki znajo te stvari, potem smo usposabljali ljudi. Zakaj ste pa sploh hoteli to početi? Zato, ker smo zmeram je bila... Se vam je zdelo, da niste dovolj privlačni za te mlade iz Fužina? Ne, da nismo dovolj privlačni, bolj kam ga naprej usmeriti. Okay. Ti ne moreš biti stalno na ulici. Okay. Ja, ti si z minibusom veselje na istem prostoru, na isti lokaciji, kakor je vsak drugi dan. Ja. Ampak tukaj se srečaš, tukaj igraš, imaš razne turnirje, imaš razne zadavnice, pomagaš v šoli, greš tudi potem v šolo, pa imaš stik za šolo, pa tam vprašaš profesorja, kje pa je tu on šibek, ki bi se mu moralo več pomagati, pa ga potem mu pomagaš, ampak ne na ulici. Ampak pol druga stopnja bi bila pa neka njegova aktivnost. Njegova aktivnost. Bom provokativen, zakaj pa ga ne bi k veruku upisal? Dejansko. Kakšen je tudi vprašal med temi mladimi. A res? Zdaj pa tako, mi smo v Fužinah. V Fužinah, naprimer, je pa drugo področje, iz Kodeljega smo hodili pomagati ob nedeljah tudi župniku na Fužine. Zdaj pa kdo pa naj gre, da je Rudi, ti si iz Fužin, pojdi ti. Tako da sem jaz šel doskrat v nedeljah maševati. Zanimivo, sem srečal te otroke, te mlade na maši. In potem se je tudi kakšen kontakt na ulici drugače odvijal, bolj pozitivno nekim vrednotam, ki pa recimo, če bi ga samo tako srečal na ulici, se mi, da smo se srečali na maši. Odnos je bil potem oplemeniten. Ja, to je po moje za tazga otroka čist druga konotacija, da te je videl in na busu kot mladinskega delavca in pri maši kot tako. Duhovnika, to je... On se počuti pol več kot ostali, ki niso bili pri maši, ne? Tudi, so pa tudi pravostavci, muslimani vedeli, jaz sem duhovnik, na ulici je tisto, kar smo pa lahko govorili, vedno je bil Don Bosco. In če smo imeli recimo fešte na Fužinah, kakšne druge dogodke, pa se je pripravljal na dež, pa to vem sem pa tja se spomnim, ko je rekel kakšen, da ti pomoli se za lepše vrijeme. Pomeni, meni so nek odnos vseeno do tebe. Ti si pa duhovnik, ti pa lahko nekaj ti zrihti, ker si mal čarovnika. Dejansko so nas vedno cenili, dejansko so vedeli, tukaj je pa varno, tukaj pa lahko otroke pošiljamo, tukaj bodo se podobno počutili. No in ta cirkus je meni, če greva nazaj, razumem zdaj kot nekaj, kar je bilo ravno, prepoznali ste, da je to ravno pravi drugi korak, ne? Za te ljudi, ki pridejo iz busa, čeprav razumem, da bi jih morda to zanimalo bolj kot, ne vem, kaj bi bila alternativa. Glasbena šola bi bila alternativa, treniranje enega športa bi bila alternativa, veruh bi bila alternativa, krožki bi bila alternativa. Vse to bi bilo. Ja. Ampak ste izbrali ravno cirkus in se je izkazali, da je bila stava prava. Tedaj smo izbrali cirkus. Ja. Dejansko nismo veliko razmišljali, spet smo začutili, po moje, da je to in smo potem to naprej nadaljevali. Se na nek način tudi borili,
ker je bilo tudi na področju Slovenije v tistem trenutku veliko tega, vsaj ena organizacija, ki je podobno delala. Cirko Krog. Mi smo se v začetku oni to izvajajo, pa mi to izvajamo, dokler nismo prišli do tega, mi to delamo kakovostno, delajmo v redu, vse drugo bo šlo. Ne moreš ti nikoli nekaj delati, da se primerjaš z nekom. Ti se moraš primerjati z sabo, ali to dobro delaš. Zdaj po tolikih letih si mi rečemo, wow. Ja. Danes, v začetku šolskega leta, mi jih imamo opisanih 170 otrok v cirkus. Na Kodeljevem, ti govoriš, ne v Črni Gori, ne? V Črni Gori. No, ker ti si pa pol to, v narekovajih inovacijo, prenesel tudi v Črno Goro, ne? Tako, to smo prenesli potem pred 2 letoma. Tukaj pri nas na Skali je bil mednarodni prostovoljec iz Črne Gore, Dušan, zelo redo fant, ki se je v tem prepoznal sam sebe, sam svoj talent začutil, na nek način začutil, to je pa moje življenje. In ko je bil tukaj, je krasno delal, to leto smo se res fajn povezali. Vedel je, da se mora on vračati dol, pozneje sem zvedel, da grem jaz v Črno Goro. In to je res on je bil v bistvu v Sloveniji, ko si bil še ti v Sloveniji, se pravi pred Covidom. Vodo skalo, tedaj še ja. Pred Covidom, ne, in pol, ko si pa ti prišel dol, je bilo pa to najbrž za njega wow, ne, zdaj mi bo pa nekdo pripravil teren, da bi jaz lahko mogoče se tle tudi to šel, ali kaj. Tako, in skupaj smo se vračali dol, in skupaj smo začela osnovati, kako bo pa izgledala šola cirkusa pri nas. In se dobro smo na začetkov, s kom pa delati. Mi smo bili že v tistem stanju v Sloveniji, da smo vedeli, nič ne morem delati, če nimam trenerja, če nimam voditelja. Lahko imaš ti veliko želja, ampak če nimaš pa nekoga, ki bo to vodil, to dejavnost, ne moreš nič imeti. On je bil eden, če kdo pa še s tabo. Tako da smo potem iskali veliko energije, res vlagali v to, ali še kdo zna. Mnogi mladi so prihajali, mnogi so hitro odšli, zapustili. Najprej smo dejansko šli na animatorje, pa dejansko so skoraj vsi, mislim, da kar vsi animatorji, tisti, ki so se navdušili v tistem trenutku, odšli in niso bili del tega projekta pri nas. Potem so pa od zunaj drugi prišli in smo dejansko videli, da se v Črni Gori posamezniki, mnogi s tem ukvarjajo. Ni za tega ne vem kako veliko, ne, ampak je pa kar nekaj tega, ne? Tako da smo med njimi našli ljudi, ki so bili prvo neki sodelavci, potem trenerji. Zdaj recimo letos, ko je Dušan odšel iz Črne Gore, imamo svoje trenerje, ki naprej vodijo šolo po 2 letih. On je prišel pa v Slovenijo in se poročil, ne? On se me sporočil, tudi z eno cirkuško trenerko in oba prihajata v Slovenijo in tukaj nadaljujeta svoje življenje in način dela. Ampak meni je ta cirkus fascinanten, ne samo z vidika socialnega, ampak z vidika tega, da je celo televizija za Slovenija ima talent, ne, hodi hvam na Kodeljevo in na tabore in tam išče izvajalce prav za Slovenijo ima talent in da so celo vsaj 2 finalista, ali kako je že bilo v letošnji, mislim v lanski sezoni, bila, se pravi, da tukaj se res pripelje ljudi na eno zelo visoko raven in pol jih najbrž tudi, če oni dodatno izšolajo bolj za ta glamur svet. To so v bistvu ljudje, migranti, ki si sicer dokaj težko ustvarjajo, tukaj so pa pol, saj nekaj časa se mediji pol zavržejo, ne, najbrž take ljudi hitro, ne, ampak vsaj za nekaj časa so prepoznavni in si ustvarijo neko ime, neko osebno blagovno znamko tukaj v Sloveniji, ne. Ja, je spomnim leta, mislim, da je bilo 2013, ko smo bolj začeli s temi stvarmi, mi smo dali sami za sebe, tudi otroci so rekli, wow, mi smo dejansko najboljši na svetu. In smo se prijavili na Slovenija ima talent. A je to že 10 let nazaj? Ja, tedaj majhni otroci in to je po moje Pop TV-ju tam ostalo zapisano, ne, da so bili, nismo bili vmes med reklamami, tisti, ko so recimo, ko pokažejo in so bili tudi naši notri, za nas je bilo tudi tedaj wow. Potem pozneje, ko smo začeli pa tudi to zračno akrobatiko, pa to so dejansko hodili k nam na Kolpo, gledati nas, povabiti nas, s tem, da so potem že nekaj let, po moje vsaj 3 leta, če ne več, zberem kdo v finalu od teh. Eno, to so bili 3 finale, vem, lani sta bila 2, letos je bil eden je bil v finalu. Vedno je kdo zelo visoko, ne. Pa tudi vidim med samimi trenerji, ne, recimo ob tem raste
veliko teh mladih. Ti mladi, če so enkrat prišli v osnovni šoli k nam, so potem dali srednjo šolo skozi. Vidim, letos se ena punca z svojim znanjem, ki ga je pri nas pridobila, ki ga je tudi že recimo v srednji šoli dajala drugim, ker je že potem tudi bila kot pomočnik trenerja, se že upisuje na akademijo v Torinu. Pomeni, ima že toliko znanja, tako da ta šola naša ima nivo. Kaj, srednje šole, akrobatske. Ja, dejansko ne. Na nek način. Več mi pa pomeni pa to, da letos avgusta, ko se je vrhovni poglavar, naš kardinal, zaključil svoje obdobje, leto dni, pol leta prej, ko se je zaključil svoje obdobje, Salesijanski na Koledom-Bosku v Torinu, za te 3 dni tega mladinskega simpozija povabil nas na ta osrednji dogodek Salesijanski v svetu kot alternativa dela z mladimi. In naši so bili gostje, so imeli predstave, so imeli delavnice, so navdušili vse te predstavniki iz, ne vem koliko je držav, so bili predstavniki tam, dejansko smo dali pečat na svetovni ravni Salesijancev. Tako da to je en način dela res za prihodnost. Zdaj pa eno težko vprašanje. Se mi zdi, da v slovenski cerkvi se vedno bolj ukvarjamo s tem, kaj je tisto jedro krščanstva, po čem bomo res prepoznavni, po čem bomo res se videli, da smo kristjani. In se mi zdi, da se odmetava počas stvari, ki so bile balast, pa ki niso nujno potrebne za kristjana. V tem norem svetu dajmo se ukvarjati s tem, kaj je res bistveno, pa z osebno disciplino, pa tako naprej. Ti pa tle kot salezijanc govoriš o cirkusu, pa jaz te pa sprašujem o medijih, pa o pač show biznisu konc koncev, pa o svetovni ravni. Kje je zdaj tle Jezus sploh? Kako se jaz, kot mladinski delavec tudi, saj šolan v Sloveniji, razumem te stvari, ampak vseeno, veš, kako vidiš poslanstvo enega redovnika, da se ukvarja toliko okrog vsega tega, ni pa toliko v središču. Te lahko tudi zapelje hiter stran, ne? Hitro lahko zapelje. Lahko si dobro v kakšnih stvareh, kamot. Jaz mislim, da to moramo živeti mi najprej, da smo to, kar smo. In če bomo to, kar smo, potem se nimamo s čim bati. Kaj to pomeni? Da mi katoličani moramo živeti svoje vero. Jaz se spomnim, ko je bila ena muslimanka gost v gimnaziji Želimlje, jaz nisem se povezal z gimnazijo Želimlje, oziroma ta, ki je imel gimnazijo Želimlje in vere in kulture, ki je imel ta predmet, je rekel, če ga poznam, pa sem mu eno priporočil in ona, ko je prišla predstaviti svoje vero in dejansko je bilo to vprašanje, ona je zelo lepo odgovorila na to, nismo problem mi, problem ste vi sami. Dejansko moramo mi, katoličani, biti močni sami v sebi. Ampak to te želim provocirati. Ti kot redovnik si odgovoren ravno za to, da ljudi res vodiš k Jezusu, da si potopljen v to, da ti se pa ukvarjaš s toliko okoliškimi stvarmi, kot so menjava luči v telovadnici, cirkus, pop TV. Mislim, ti po en stran govoriš, moramo biti mi v centru, provociram te, da se razumeva. Po drugi strani je pa toliko enih opravkov čist na drugih ravneh. Jaz se po mojem to samo o sebi odgovor. Jaz pač moram delati stvari, ki so pač pomembne, da se nekaj naredi. In bo priložnost, bo prilika, ko bom tistega, ki bo potreboval nekaj več, rekel, pridi, ali pa pokazal, ali pa z njim bil, tam, kjer bomo res skupaj živela Jezusa na nek način. Ne bom dal vsakemu vsega, ali pa bom dal vsakemu tudi Jezusa v trenutku, ko ga bo on potreboval. In ta Jezus bo lahko odgovoril na njegovo težko vprašanje, na neko situacijo, kjerkoli. In če mi bo on tam prepoznal, bo tam naredil še kakšen korak naprej, ki ga drugače ne bi nikoli naredil. Ampak jaz mislim, da predvsem to, da znam res vsakega sprejeti takšnega, kakršen je. Ampak da ga vidim tudi, ne da mu jaz obrnem hrbet, ali pa da mu ne dam tistega, kaj bi on tedaj potreboval. Tedaj potrebuje to. Zdaj ko smo bili v Torinu, je recimo tudi naše mlade, ko so bili z nami, pa tudi nas same je zelo nagovorilo, ker je skozi muzeje smo šli, pa bil en salezijanc laik, pomeni ni bil duhovnik,
ampak je bil Salezjanec laik. Sotrudnik, ampak laik, rečemo, mi imamo Salezjanci, smo duhovniki, pa smo Salezjanci laiki. Redovnik brez duhovniškega, Tako, in on je bil recimo dolgo leta delal v Glumi in je res krasno uživo, res nam predstavil Don Bosco skozi to, ne. Tisti moment, recimo, ko Don Bosco in mama Marjeta nista vedela kaj in kako, in so res iz dneva v dan šla dobesedno z vsem siromašem, ki ste ga živela, ne, in pride potrkati na vrata nekdo, kaj mu boš dal? Mama, pojdi hitro skoč po prst na oltarju. To mu bomo dali. In jaz tudi pač delam tisto, kar moram delati. Da ena stvar gre, pač če smo mi zdaj kot skupina ali kot skupnost začutili, da bomo pač delali tole, ne, pa tisto stvar razvijamo, pa delamo, se ni še zmerno tu kot duhovnik, kot Don Bosco. In vsi drugi okoli so, kot mama Marjeta, ampak tukaj najprej, živim tisto, kar sem. In če so te potrebe, bom odgovarjal na te potrebe, če so one potrebe, bom odgovarjal na one potrebe. Še zmerno bom pa kot duhovnik tukaj. Tako sem te slišal, kot biti neka ljubezen, ne? Kot biti tisti, ki da vsakemu, kar v tistem trenutku potrebuje. Ja, mislim, da je to in se ne sramovati govoriti o Jezusu. Ne se sramovati, jaz mislim, da tisto, kar sem recimo mogoče bolj začutil v Črni gori in bolj čutim, je to, da sem lahko to, kar sem, dejansko sem lahko to, da me nobene stvar ne obremenjuje, ali mi jaz križ okoli vrata obešen, ali imam kolar, ali delam to. Ne, sem pač duhovnik v tem svetu, ker me svet sam ne preganja, ne mori z ne vem s čem vse, ampak tukaj sem lahko dejansko to. Mogoče to prednost, mogoče to obdobje, v katerem sem dol, morda sem dozorel do neke stvari, ampak tam... Ali pa si mal stran od tistih, ki od tebe več pričakujejo, točno, da boš tak, ne? Mogoče tudi to. Ampak dejansko dol trenutno, in to lahko govorim, ker sem trenutno to, ne, sem lahko to, kar dejansko si želim biti in to hočem biti, ne. Ravno, ko vse to govoriš, zdi se mi, da si kot voditelj uspešen, ampak da nikoli ne delaš nekih zelo močnih strategij, pa to, ampak da si kot voditelj tako nekako uspešen, da poslušaš, kot sva prej rekla, katere darove imajo ljudje okoli tebe in kaj se da iz tega dobrega narediti, ne? Kakšen je tvoj stil vodenja oziroma kaj ti je pri vodenju najpomembnejše, no? Ja, kako sem že prej rekel, ne, se poznati, s kom si. To je prva stvar, ne. Dejansko poznati, s kom si, kaj imamo, dati na mizo. Mi smo, ta ekipa smo, lani smo bili ta ekipa, letos smo ta ekipa, novo pastoralno leto začenjamo. V meni je res, rad načrtujem, rad pripravljam, majčkeno tako sistematično. Znam videti širino, ne vem, to sem po moje skozi leta dobil, ne, da vidim, na kaj vse je treba pač odgovarjati v tem letu, da znam pravočasno odgovoriti na vse stvari. Pač to bomo tudi pridobiš s časoma, ampak to sem bil res veliko let v vsem tem, ne. Potem jih pa enostavno jih povabiš, sprašuješ v smislu tudi na to način, da dobiš odgovor, ali pa da ti odgovoriš. Se dostikrat recimo tudi ne ve ekipa določenih stvari, pa ti vidiš toliko vnaprej. Mi smo še zdaj začetku leta, smo še vsi kateheti, pa Salezjanci, pa sestra smo šli v Torino. Vsaj v meni je bil točen določen cilj, zakaj grem tja. Drugi morda niso imeli vseh teh ciljev, zakaj grejo tja. Mnogi samo zato, da spoznam Don Bosco, skozi govorijo o Don Bosco. Ampak skozi 7 dni ti točno veš, kaj lahko na kakšnem mestu daš. Pomeni, da ti kot voditelj moraš naprej tudi malo gledati. Poskušati malo dlje videti kot ostali. Tako, malo videti in dejansko postavljati vprašanje, ki morajo biti postavljena. Da se potem lahko na njih odgovori. Če pa ti tega ne boš videl, ne vem, a boš šla pot v pravo smer. Ne? A veš, da mi je ta definicija čist nova, pa se mi zdi taka res dobra in sveža. Voditelj je tisti, ki postavlja vprašanja, ki morajo biti postavljena. Ja. Res se mi zdi dobro, nisem je še nikoli slišal. A to si zdaj ti je kapnilo, ali si to kje prebral? Ali? Lahko ti mi je zdaj kapnilo. Ampak tako sem si vedno odgovarjal sam sebi. Ja. Kaj moram, pa dejansko jaz sem tak tip, da si moram vse skicirati, tako imam kar naprej skicirano. Ko imam v glavi vse skicirano, približno pot narejeno, pomeni pač tukaj razmišljam, pa tukaj se pripravljam, pa to bereš ono, nadeješ na shemo, tedaj sem tudi miren,
tedaj, ko vidi, da si ti miren, je čist drugač, tudi ti drugač poveš, drugače jih povabiš, to je pol sad enega časa. Ne? Je to, kar si rekel, skicirano, pa si pa še omenil v glavi, torej, kako izgleda tvoj načrt? A je tvoj načrt v glavi, ali je kje zapisan, ali je to bolj kot skica, res, kar si rekel? Recimo načrt za katehetsko in pastoralno leto. Kako to izgleda pri tebi? Že leta in leta poskušam delati na način, da za vsako ekipo, ki jo imam tisto leto, ne, naredimo eno letno načrtovanje. To po mojem vsi delajo, ne. Tudi jaz delam nekje v avgustu, konca avgusta. Tudi dol, ko sem prišel v Črnogoro, pred dobrimi 4 leti, sem tudi tako začel to delati. Vidim po 4 letih, da jim je to zdaj kar samoumevno. Pomeni, če jim je samoumevno, da so rekli, aha, to je pa ok. Če bi bil problem vsako leto, potem najbrž ne bi bilo v redu. In leto prejšnjo leto, kjer sem drugje delal, pa je zdaj spet tako v redu. In potem dejansko naredimo en priročnik, tega tudi odtiskamo, tako da imamo vsak svojo knjigo, ki ima dosti prostora zapisano, torej koledar, torej način dela napisan prvem delu. Torej ima način dela, ki smo se ga skupaj dogovorili, pomeni, ta knjiga izide, jo končamo z oblikovanjem po našem letnem načrtovanju, vmes je veliko prostora za pisanje in na koncu, je koledar, v katerega lahko potem vsi upisujemo in vse stvari so že upisane, katere smo se dogovorili. To je način, ki smo ga začeli pred leti, tedaj smo dali ime Delaj dobro in tudi zdaj se isto imenuje Čini dobro. Sem prevedel dol in to je ostalo. Da imaš načrt dejansko v obliku tiskanega koledarčka / priročnika. Tako, majčkano je draže, ampak to si lahko privoščimo zaradi tega, ker bo vsem lažje. Ja, ker to je srce delovanja, ne? To so ta glavne ekipe, ne? Nekateri, ki so pravoslavci, naši profesori v šoli so pravoslavci, ampak zanimivo, oni hočejo imeti. Oni, ko grejo kamorkoli, sabo vzamejo koledar. V tem koledarju dejansko vse. In so prazniki noter in tudi prazniki govorijo. Vsaka stvar potem nagovarja in govori o vsaki stvari, ki se odpre, ti lahko potem kakšno stvar dodaš, kakšno stvar rečeš, obrazložiš kakšno stvar, če recimo ni znana. Ne, tako da tu je toliko kateheze v samem priročniku v roki. In koliko ljudi dobi ta priročnik? Vsi glavni, recimo 30 v naši ustanovi letos. Aha. Za celo župnijo ali samo za tiste stvari, ki jih ti počneš? Za cel Don Bosco center. Mi rečemo Don Bosco center. Ja. Don Bosco center je cela ustanova. V ustanovi so potem župnije, je en del, šola, kjer imamo razne tečaje, jezikov, računalništva. Tako bolj neformalna šola, ne? Ja, tako, formalna. Ene stvari so tudi do poklicev, ne? Tako, ja. In potem vsi, ki delajo v mladinskem sektorju. Tako da vsi dobijo noter, župnijski svet pomeni, ker je v področju župnije, vsi v župnijskem svetu dobijo to, vsi profesori dobijo v šoli, vsi naši bližnji sodelavci, ki recimo so odgovorni za kakšne stvari. In potem se tudi mi vsak mesec dobimo, vsak mesec preverjamo za nazaj, delamo načrt za naprej. To je tudi gradnja identitete potem, ne? Tako, ja. Čutim s tem ali ne čutim s tem. Ne? Pa malo ekskluzivnosti je tudi konec koncev, ne? 30 ljudi je to dobili in jaz imam. To pomeni, da imam tukaj nek status, ne? Tako. In potem recimo to dobi eden samo od animatorjev, ki je predstavnik v tem odboru. Ja. Samo eden animator. Drugi 40 animatorjev pa ne. Pomeni, povabljen sem, da še kaj bolj sodelujem, da kakšno stvar prevzamem, da sem odgovoren za kakšno stvar. Pa tudi on, ki je dobil, da potem dejansko je stik, je vez z vsemi animatorji, da res z njimi potem govori, načrtuje sodelo, ne? Zanimiva praksa, nisem je še slišal. A si to tudi v Sloveniji, ki je že uvajal prej? Ja, to sem začel na Skali. Na Skali smo tudi začeli. Tam je bilo malo manj, ne? Manjša, tam je bilo par zaposlenih, to nas je bilo par zaposlenih, ampak imeli smo ta obdobje načrtovanja, potem je to išlo, ta koledar, ki smo si ga sami potem naredili, potem pa normalno tam je cel kup sestankov, še veliko več, pa to, da se res stvari lahko skoordinirajo in potem tudi, da so v praksi uspešna. Predvsej tega, potem sem pa to samo razširil na celo ustanovo. V začetku sem imel kar nekaj težav, to je župnija, on je Don Bosco, ne, vsi smo Don Bosco. To kaj je nad in kaj je pod, ne da? A veš, a je župnija nad Don Bosco centrom ali je Don Bosco center nad župnijo? To je tudi lahko malo za nekoga, ki je bolj na strukture mahnen, bogokletno, ne? Tako, in je bilo kar nekaj problemov. Je bilo, ne? Kar z nekaterimi. Dobro intuicijo, Ko smo enkrat uspeli narediti organigram, razložiti, kaj to je organigram,
ko je bilo to res predstavljeno, kako mora biti predstavljeno, ampak smo ga skupaj delali. Kdaj je to v prvi tvoji črnogorski rundi ali v drugi? Drugi. Ste šele organigram naredili? Ja, zdaj šele. Tedaj je bilo res po vojih, tedaj je bilo en začetek, tedaj je bilo prvi obdobje bilo veliko navdušenja, potem mene 16 let ni bilo. Ti ljudje, ki so bili animatorji, so zrasli, imajo svoje družine, so prišli drugi odgovorni. Naprimer letos, recimo že zanimiv podatek je ta, tudi na katehetskem področju Črne Gore je veliko še za narediti. Mi smo toliko vnaprej, vseh drugih župnij, bo toliko, koliko smo recimo imeli letos junija ob župninskem prazniku prvič volitve pastoralnega sveta, župninskega sveta, ki je drugo župnijega. Ena ga še pozna, drugi ga niti ne poznajo. Mi smo imeli prvič... Pa ne samo, da je, ampak še voli se. Tako, mi smo celo volili, ene so bili postavljeni in smo določili, kdo je postavljen in smo določili, kdo je pa lahko voljen. Tako da se to naredi in smo potem konc meseca, ko je 29. juni, župninski dan naše stolnice in smo šli k škofu, da nas je tudi blagoslovil. Pa ne samo zaradi nas, da smo mi blagoslovljeni od škofa, tudi v poduk škofu, da se lahko nekaj naredi. Se pravi, ti si šel po blagoslov s tem, da malo šolaš škofa. Tako, tudi to. Odkrito povedano. Lepo, hvala za odkritost. Tole mi je še kapnilo, ko si govoril o 2 obiskih Črne Gore, ko si pri prvem dobil tisti misijonski križ, si se kar malo ustrašil. Kakšna je bila razlika med tistim prvim rudijem pa drugim? Prvič sem šel dol, po tistem majhnem šoku na začetku, tuk mlajši sem bil, da sem hitro se sprejel in začel delati in bil navdušen pa vse to. Zdaj drugič je bil že ta pogovor v februarju z inšpektorjem, ki preden je šel na vrhovni zbor, pridi za par trenutkov, da se nekaj slišva, bi ti šel spet v Črno Goro. In mi je bilo težko. Dejansko sem narabil kar nekaj časa, da sem predelal v sebi. Je bilo zanimivo, ko sem prišel po Črno Goro, sem imel pa kar nekaj časa krize. Kar nekaj časa krize. Pa sem vse poznal. A zaradi razlike med prvo pa drugo seanso? Ne vem, ta kulturni šok pravijo, kako že to pravijo, neverjeten je bil v tem. Bolj kot prvič. Veliko bolj kot prvič. Ampak po nekem trenutku, kaj vem, jaz mislim, da je bil kar mesec. Pa COVID je bil, ne? Pa COVID je bil, zaprto je bilo vse. Ne vem, kar nekaj časa sem rabil, da sem padel v samo delo. Nisem se mogel na začetku prepoznati sam sebe, kako pa to možno. Čakaj, pa ti si bil že tukaj si že delal. Ja. Si se poznal, pa dejansko so te poznali nekateri, mnogi so te poznali. Eni so zrasli, pa so te poznali, ki jih nisi več poznal. Po 16 letih se on kot otrok popolnoma spremeni, kako ga boš ti poznal. Ne? Ampak vse to je bilo, ampak kar nekaj, a sem imel tak velik ritem in tok neko delo, v katerem sem bil res na skali, na uličnem delu, pa to, ki mi je bilo res v redu. Ne? Pa sadovi so bili, ne? Pa sadovi so bili, res smo fajn delali, pa še zmerom fajn delajo, ampak... Ja, te reseti morajo biti kar hudi, ne? Ja. Ne vem, jaz tega ne vem. Pa tudi si starejši, ne? Dejansko si starejši, ko greš pe dol. Ampak zdaj pa v redu. Ampak ti zdaj delujoči rudi v prvi rundi, pa delujoči rudi v drugi rundi. Si kaj, bolj moder, bolj so strukture razvite? Bolj so strukture razvite. Bolj si tudi ti, se mi zdi, organigram pa blagoslov pri škofu, da si ti začel malo bolj v narekovajih politično oziroma sistemsko delovati. Ne? Nisi najbrž toliko več v neposredni pastorali, ampak delaš to preko drugih. Si ti malo bolj, kaj bi temu rekel, voditelj, bolj menedžer, kot si bil prvič. Veliko bolj. Veliko bolj in tudi pač čas naredi svoje, da na določene stvari znaš drugače reagirati. Prepoznaš stvari, katere bi bilo fajn, da se naredijo. Ne? Enostavno si drugi človek. Po tolikih letih si dejansko drugi človek. Jaz tudi vidim sam. Ne vem, kako bi se vračal, pa vem, da se bom moral vrniti enkrat. Ne vem, kako bi se vračal, ker zdaj dol se počutim super. Ne? Ja, vrniti se boš mogel, pa če ne drugega najbrž zaradi tega, ker ne bo več to spadalo pod slovensko inšpektorijo, ne? Ampak... Ja, ne spada več. Spada več. Od 2. julija smo zdaj pod neapoljsko inšpektorijo, s tem, da smo nova delegatura Kosovo, Albanija, Črna Gora, tam, kjer se govori albanski jezik, v največjem umiri. Mi smo nova delegatura, pomeni prihodnja inšpektorija. Naš sedež je pa Napoli, inšpektor je v Napoli, imamo pa svojega delegata, ki je še posebej odgovoren za nas. Kako bo to šlo,
pač vsi spoznavamo, vsi se odgovarjamo na vprašanja. Prvo srečanje bo šele 1. bo začetka oktobra šele. Se še ustvarja, ampak saj ti si tak, da imaš rad te faze, se mi zdi. Čisto v redu bo. Ko se ustvarja. Čisto v redu bo, vidim. Pa ko se dogovarja, pa ko se mora poslušati ljudi, tako sem te jaz slišal zdaj v tej epizodi. Ne? Tako je. Zdaj, vprašanje se bo dalo na mizo, mi se bomo sproti odgovarjali. Predvsem pomembno je, da se res le slišimo. Vidim, da tudi druge ekipe, skupnosti v novi delegaturi, te skupnosti sezanske, ki so bogate, so velike, so ogromne ustanove. To je res, ne morem si predstavljati. Slovenija tega nima. Ko gledam, recimo, toliko šol, toliko velikih oratorijev, ki so v našem novi delegaturi, je Slovenija sploh nima. Ne? Pa nekako se kosamo z vsem. Mi smo Salezijanci, nas je okrog manj kot 30, pisani o vseh koncev sveta. Zdaj smo v Torinu spoznali Salezijanca, ki januarja pride v našo ustanovo, je iz Madagaskarja. Tako da bomo tukaj v naši ustanovi 1 Albanc, 2 Slovenca, 1 iz Madagaskarja. To bo naša skupnost prihodnja. Učenc od Pedra Opeke. Mogoče moramo videti, če je to tukaj nismo uspeli še vprašati. Ampak smo se pa spoznali, ki se tam pripravljajo na Kole Don Bosco, pa tih tam smo se srečali z njim. Za zaključek ena retrospektiva, če pogledaš nazaj skozi svoje življenje, kaj se je izkazalo kot tisto, kar je bilo najbolj rodovitno? Kaj je bilo tisto, kar je na dolgi rok največ sedaj prinesla pri tebi, ni nujno katere aktivnosti, ampak kako si mogel stvari delati, da so se kasneje izkazale kot rodovitne? Ja, po moje od tistega prvega, da sem poslušal mamo, pa vse tisto, kar sem se poskušal učiti v srednji šoli že, ko so nas mačkali tako, dajmo, pa smo se učili inštrumente, pa smo se učili neke spretnosti. Pa pozneje, ko sem imel vse priložnosti, kar vem, se spomnim s enim Salezijancem Rafotom, kako sem se učil te mizarske dejavnosti, pa vse te stvari. Kjerkoli je bila priložnost, sem se rad učil. In to ti je pa prinesel rodovitnost. Tako, in to mi je prinašal rodovitnost. Zdaj, ko smo bili v Torinu, sem dejansko ravno to doživljal. Don Bosco je v Kiriju se vse živo učil, kot študent, vse živo. Ampak ni v tem svetu malo nevarno, da če greš preširoko, da nisi v ničem dovolj dober pol? Mislim, da je pomembno, da toliko znaš, da znaš odgovarjati. V smislu, jaz ne znam perfektno kitare. Jo pa znam toliko, da ga naučim osnov in toliko, da rečem, glej, jaz sem te dotle naučil. Tudi vsakemu, ki začnem kitaro učiti, jaz mu rečem, glej, jaz te bom tole naučil. Naprej te bom pa usmeril. In dejansko pa vsake stvari, ki si nadelal, jaz toliko znam. Naprej pa nekako mi uspe najti sodelavce, pomočniki, kakorkoli, kam ga usmeriti. Zavedam se svojih meja in usmerjam. Mogoče res, to, kar si prej govoril, veš, vsak mu dati tisto, kar potrebuje v tistem trenutku, da je to tista drža, ki jo vidiš v Jezusu in tudi, da jo ti skušaš replicirati, ne? In zato rabiš toliko široko paleto znanja, ne zelo velik, ampak toliko široko, malo vsem, da boš lahko vsakmu dal tisto, kar potrebuje. Ne? Z vsemi mladimi, z vsemi, ki jih srečaš, se vprašanje postavljajo in odgovori se potem iščejo. Ne? To se pa tudi lahko, če imaš voljo, pa to ne, pa hitro se najdejo. Ampak predvsem pa poslušati, kje so vprašanja, na kaj moram odgovoriti. Po moje je predvsem to nepomembno. Ne? To mi je bila pa najboljša definicija voditla, ki sem se jo danes naučil. Rudi, hvala ti, da si daroval meni in vsem, ki smo pri Gorečem grmu, en velik del tvojega slovenskega obiska tokratnega. Ja, hvala lepa. Predvsem to, da si nas tedaj iznadil, da si prišel na obisk. Jaz nisem vedel od tistega obiska, da se bo to rodilo. Da jaz tudi ne. Ampak v redu, hvala lepa. In tudi moja družina, vseh 8, še vedno govorimo o tem in se spominjamo. Neverjetno, kako je tisto tudi kratko srečanje, sicer 3 dni, pustilo sadove v nas vseh. Ja, hvala lepa. Drugač pa, kdorkoli hodi po Balkanu, ko pride v Črnogoro, v Podgorico, edina katoliška župnija smo mi, nas najdete. Zdajle si se pa malo zafrknil. Ampak res je, in boste noro sprejeti in boste sprejeti na tak način, kot je Rudi govoril. Če vas je povabil, zdaj res pridite, boste videli, da bo fino.
Dobrodošli, ja, lepo.